Po reprezentančnem premoru so se vrnili na igrišče nogometaši v slovenski ligi. Sezona v Ljudskem vrtu se je nadaljevala z dvobojem proti ekipi Primorja, ki je kot prva v tej sezoni odšla domov neporažena. Gostje so povedli s prvim udarcem v okvir vrat, se pomaknili v obrambo in dosegli namen. Fantje v vijoličastem, ki so navadili navijače na prepričljive predstave, tokrat niso uspeli zmagati. Vodstvo v režiji Loduke je izničil Volaš takoj v začetku drugega polčasa, kljub nekaj obetavnim poskusom pa je do konca ostalo pri 1:1. Mariborskemu občinstvu se je prvič predstavil Rajko Rep, ki je po vrnitvi z reprezentančne akcije selekcije U21 dobil priložnost v drugih 45 minutah. Naslednja preizkušnja zdaj čaka naše moštvo že v sredo, v Dobu, v drugem krogu pokala Hermes. Po moje zato, ker smo na začetku tekme bili preveč nenatančni. Začeli smo tekmo in imeli tako rekoč kontrolo na tekmo. Nasprotnik je jasno se osredotočil na branjenje svojega gola. Mi smo pa v trenutkih, ko bi enostavno morali pokazati svojo klaso, dober sprejem, dobro podajo, dober zaključni pas, smo grešili veliko preveč. Ne enkrat, ampak tako rekoč zmeraj in kljub temu, da smo imeli veliko možnosti, da bi speljali konkretno akcijo, nam to ni uspelo. Tako je, če bi rekel, da je ta neodločen izid dobrodošel, ni. Meni to niti slučajno ni všeč, vendar mora tudi priti, zaradi tega, ker je definitivno moštvo mlado. Videlo se je v drugem polčasu, smo želeli z Repom dobiti nekaj več na ofenzivi, vendar nam ni uspelo. In kot je tekma tekla, kljub temu, da smo hitro zadeli v drugem polčasu, nismo uspeli biti boljši, toliko boljši, da bi tekmo mirno zmagali. Tako je, po enem, dveh treningih je jasno, v naši sredini je pač težko pričakovati, da bo takoj v vrhunski formi oziroma da bo takoj v klopu, vendar jasno na njega tu računam. Nekaj časa bo potreboval tudi Filipović, imamo Mertlja, imamo Dodleka, v nekem primeru tudi Cvijanovića, kateri lahko to odigra, če bi imeli več rešitev na boku, katerih trenutno zaradi poškodb nimamo. Najlepša hvala. Hvala.